Lep pozdrav, cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach z Murske Sobote, s Fazanerije. Pred nami je zadnja tekma tega kroga slovenskega državnega prvenstva, Mura pa gosti Bravo. Pozdrav seveda tudi z komentatorskega mesta ob tem pustnem vikendu, ko moramo biti razposajeni. To pa si predvsem domačini želijo danes na zelenici, kajti prišlo je do menjave na klopi. Oskar Drobne se je poslovil od Mure po izpadu iz pokala. Najprej sicer pari tega kroga, 4 tekme že za nami. Vroče je bilo danes v Stožicah, ampak ne tako, kot so si želeli Celjani, kajti Olimpija je z 2-0 premagala Celje. Pokala v navednicah seveda, sezona za črno-bele že končana. Vizinger med temu napadu za Muro. Vizinger do strela in gol! 17. minuta, črno-beli vodijo, krasna akcija Darija Vizingerja, ki se je zdel razigran na tem obračunu. Žoga je šla v vratarjev kot, videli bomo, ali je bil Matija Orbanič pokrit, kot radi rečemo. Vizinger pa prihaja do svojega 8. zadetka v tej sezoni v prvi ligi Telemach. Ko igra na strani in potem napada prostor proti sredini, je zelo nevaren. Tule vidimo, kako se je prikradel v kazenski prostor in potem hitro zaključil mimo Angesana je šla žoga, Orbanič pa je bil nemočen. Praktično v naslednjem napadu je Stankovič izid poravnal. Tu pa ima priložnost Jovan. Jovan do strela. Ni se odločil za preigravanje. Morda bi tu lahko iskal prostor za zaključek na polovico Mure. Cipot je skočil, pa potem še Antolin. Zdaj pa fantastično Babula. Gidado je v kazenskem prostoru. Prišel je do zaključka. Žoga pa v golavtu. Dobro v obrambi. Maroša se obrača in preigrava. Maroša. Antolin lahko strelja. Antolin! Kakšen gol! Fantastično, 29. minuta. In veseli se Mura, veseli se Aljaž Antolin, veselijo se domači navijači. Mura vodi z 2-0. Ampak na ogled posnetka gre David Šmajc. Ali je šlo za igro z roko tu oziroma ne, za prekršek, kot vidimo. Ali bo zdaj Antolin oropan tega mojstrskega zadetka? Tako je. Gol ni priznan. Tole pa je odločitev, vsekakor se je potem še veliko zgodilo, ampak šlo je za isto akcijo. Je pa Babula uspel najti Španringa, Španring v kazenski prostor. Tole je zdaj priložnost in izenačenje. 33. minuta, no zdaj pa bo tista 29. minuta burila duhove. 1-1, dovolj natančno in tudi dovolj močno je zaključil Viktor Gidado. Njegov drugi gol v tej sezoni, na svojem računu ima še 1 asistenco. Blizu temu je bil Bravo, da zaostane z 0-2, praktično že je, potem je sledil ogled posnetka. Poglejmo, če je bilo tu vse čisto. Absolutno. Sadrio je sicer padel, vse tako se je zdelo, ampak tule je seveda želel izbiti žogo, pa bil prekratek, potem pa iznajdljivo, ki je v napadu Kurtovič. Kurtovič do strela, tam je Maroša žogi spremenil smer na pravem mestu. Matija Orbanič. Pa tudi rumeni karton, zdaj nevaren strel in Orbanič se je izkazal z izbijanjem. Bravo se je obranil, ali je lahko Ivanšek tisti, ki bi
V napadu Brava zanetil Iskrico, zdaj poskuša Maroša, pa strel, Wiesinger je prišel do zaključka, žoga pa mimo desne vratnice. Mura pa je zadnjič odigrala tekmo z izidom 1:1 na tem stadionu proti Mariboru, ampak še je dovolj časa, da se izid spremeni. Tu je čaral Pečar, prišel do strela, vendar Raduha je bil dobro postavljen. Matjaž Kek, zagotovo ste zadovoljni z reakcijo vaših varovancev po težkem porazu. Danes borbeno odigrana tekma, borba za vsako drugo žogo. Je pa kaj zmanjkalo za to, da bi bilo na koncu veselje še večje, da bi prišli do vseh 3 točk? Kako to ocenjujete? Sigurno zadovoljen z prikazanim, prava energija, prava želja. Mogoče nas danes ni nagradilo z drugim zadetkom ali pa nam je kdaj VAR preprečil kaj. Ampak vseeno, to je pravi odraz, to je pravi obraz fantov in če bomo s tem nadaljevali, nas bo sigurno nagradilo na kakšni drugi tekmi. Vem, da ne boste komentirali o sodniški odločitev neposredno, ampak vseeno, če bi branilec vselej padel tako hitro, bi bila nogometna igra povsem drugačna. Se strinjam z vami. Kako ste videli drugi polčas, ko ste bili zelo odločni v prvih 10 minutah? Morda nek pogovor med odmorom ali so bili fantje enostavno sami tako našpičeni? Že tudi v prvem polčasu je bila energija prava, želja prava. Malo nas je tista drugi zadetek, ki je bil prekinjen z varom, nas je malo uspaval, potem za 1:1 in je normalno, da malo psihološko padeš. Ampak že vstop v drugi polčas je bil, tako kot ste rekli, super, prava energija, želja po zadetku, želja, da bi zmagali. Na koncu pametno pripeljali tudi to, ker hitro se zgodi, da bi se zagnali gor pa dobili kak zadetek iz kontre, ker je Bravo izredno močen. Tako da, ja, lahko smo zadovoljni ne samo s točko, ampak tudi s prikazanim na igrišču. Za naprej, kaj to pomeni, takšna energija? Najverjetneje bo lažje že na prvem treningu, ko se boste dobili za nov delovni teden. Ja, jutri regeneracija, trening, vsekakor. To je tako sem rekel fantom zdaj v slačilnici, to je pot, ki si jo mora izbrati, po tej poti nadaljevati in sigurno bo s takim pristopom točke sledile. Matjaž, najlepša hvala. Hvala tudi vam. Aljaž Antolin, tekma, na kateri boste vi zagotovo objokovali svoj fantastičen zadetek, ampak kako ste najprej, če greva na obračun, videli Muro na današnji tekmi? Pa danes smo začeli dobro. Pristop je bil pravi, videla se je želja, videla se je borba, vsaka čas fantom. Odigrali smo eno zelo korektno tekmo, zelo dobro tekmo. Drugi polčas je edino manj kot ta zadetek, drugi pa res pohvalil fante in tako dalje. Vaš gol bi zagotovo kandidiral, razveljavljen gol seveda, v glasovanju za najgol pod prečko, mislim, da kar za sezono. Kako ste sicer videli tisto akcijo, hiter padec branilca, kontakt je bil, to vam lahko razkrijem iz posnetka, ampak vseeno, kako ste vi to doživeli? Pa ja, po dolgem času, ko zadeneš zadetek, se sprva sploh ne zavedaš, ampak ja, gol je bil odličen, doma si ga sploh ne bom gledal, zato ker če ga ne bi bilo, ja, kontakt je bil, to sem tudi že sam pogledal in ja, gremo dalje. Najlepša hvala. Hvala. Mark, težka tekma, začelo se ni najbolje za vas, lahko bi zaostajali celo z 0:2, potem pa ste se vrnili tudi brez Mateja Poplatnika v napadu. Kako težko je bilo danes na Fazaneriji? Mislim, zelo težka tekma, zelo živahen nasprotnik, mi malce brzopleti. To se je tudi videlo v prvih minutah, so si veliko priložnosti ustvarjali domačini, ampak glave gor, dobro smo se pobrali, mislim, da smo na koncu odigrali solidno tekmo. Kaj o Bravu pove dejstvo, da tudi na takšni tekmi ostanete neporaženi, zdaj v prvi ligi že 10 tekem zapored brez poraza? Mislim, da je ena lepo sestavljena ekipa, večino nas fantov se že dolgo poznamo, že dolgo igramo skupaj in mislim, da to pol tudi odraža se na igrišču. Najlepša hvala. Hvala, lep dan. Aleš Arnolj, težka tekma, pričakovali ste, da bo Mura odreagirala na to, kar se je dogajalo v zadnjem tednu, ampak vseeno so vas nasprotniki presenetili, da so bili tako agresivni, tako željni rezultata?
Ja, jaz bi razdelil na dva polčasa. V prvem polčasu Venust, čista priložnost, Viktor zelo slabo z žogo sprejel in pa Gašper prišel z leve strani, spet preslab sprejem, da ni zadev po dolgi vratnici, res tri lepe priložnosti, da bi v bistvu povišali tisto vodstvo. Drug polčas pa zares preveč divji. Mura je imela izredno energijo, potrebno jih je pohvaliti, jaz mislim, da je delitev na konc točk povsem zaslužena, ker so imeli res izredno energijo, udarili so praktično, mislim, da 50 dolgih žog iz vseh strani, na vseh štoperih se borili za drugo žogo, izsilili prekrške. Ob prekinitvah smo bili tokrat najnižja ekipa, mislim, da odkar smo skupaj še nikoli tako nizki, pa je bilo treba njihove prekinitve dobro pobraniti. Nismo pa uspeli v teh polkontrah dovolj mirnosti zadržati, da bi s podajo več prišli mirno do zaključka in na ta način malo umirili Muro in njen ritem. Tako kot sem pa rekel, da danes se moramo zadovoljni vračati s točko nazaj, ker je bila Mura v bistvu s tako visoko energijo, da bi se lahko tekma tudi obrnila na katerokoli stran. Ja, lahko bi se v prvem polčasu obrnilo drugam. Kakšen film ste imeli v glavi, ko je Aljaž Antolin zadev za 2-0, pa potem preden se je oglasil VAR, če smo iskreni, Angesan dobro, hitro padel, ne, vemo, kontakt je bil, to sem tudi sam takoj videl v posnetku, ampak vseeno hiter padec branilca, fantastičen gol Antolina, ampak vi ste potem v bistvu 2 minuti kasneje izenačili. Tako. Ja, ostali smo stabilni, sigurno te to malo dvigne, ko v bistvu misliš, da si prejel drugi zadetek. Se je meni zdeli strani popolnoma prekršek, nisem razumel, zakaj si sploh čakal, ampak vi ste si pogledali v posnetku in jaz verjamem, da so se pravilno odločili. Moj občutek je bil, da je šlo za čisti prekršek, zato smo bili tudi mi na klopi šokirani, da se sploh v bistvu spušča še napad naprej, ampak absolutno odlejlo nam je, da je Mura ni šla na 2-0, ampak mislim, da bi bilo tudi glede na situacijo na igrišču to nezasluženo. Brez Štravsa, brez Poplatnika, pa 10. tekma v seriji, brez poraza. Kaj to pove o Bravu? Ja, jaz sem igralcem dan čestitev. Mi trenerji smo, to kar sem že večkrat ponovil, zadolženi za to, da ostanemo racionalni. Sigurno so igralci začutili neke priložnosti ali pa so si želeli tudi dan zmage. Mi se zavedamo, da če želimo loviti Evropo, bo potrebno zbirati po 3 točke, ker ob nam so ekipe, ki so sposobne delati ogromne serije. Ampak za Doncim čestitam. To je 10. tekma zapored, mislim, da je 11. skupaj s pokalom, da so brez poraza, od tega veliko število 3/4 zmag. Tako da danes sem vesel te točke, bi rekel, kot zmage. Čestitev sem jim pa za to stabilnost, ker tudi na takšnih tekmah, ki so rahlo divje, kjer je bilo veliko čustev prisotnih pri domači ekipi, je potrebno ohraniti hladno glavo. Oni so ohranili in zasluženo osvojili točko. Najlepša hvala. Hvala lepa.